Ivan Sivec je eden izmed tistih gospodov, ki pravzaprav ne manjkajo na nobenem festivalu, predvsem zato, ker si avtor številnih besedil. Koliko si jih pravzaprav v življenju napisal? Napisal sem jih 2515, ker imam vse v računalniku, tako da sem že 2500 presegel, ampak na Vurberškem festivalu letos nimam nič, tako da sem prišel čisto sproščeno in nič se ne bojim, da ne bi zmahal, ker preprosto nimam nobenega. Kaj ti pomeni pisanje besedil? V zadnjem času moram priznati, da predvsem manj pišem besedila, pa veliko več knjige, čeprav besedila so sestavni del mojega življenja in mislim, da sem nekaj že povedal. Izdal tudi 2 knjigi na to temo, 1000 najlepših besedil in pa Kjer laslo kehnezijo, to je taka drobna knjižica, ki je šla tudi lani, ker je res 100 mojih, bi rekel, najlepših besedil. Sicer pa en tak, bi rekel, ena sprostitev, en oddih, en tak hipni navdih, ki pride in hitro odide in če je dobra muzika, če je dobra glasba, če je dobra izvedba, potem lahko nastane tudi prijetna skladba. Se spomniš, za kateri ansambl si napisal največ besedil? Največ besedil verjetno za Avsenike, Slake, številčno največ verjetno za Mihaliča, ker sva tudi v bistvu tudi najbolj srčne komade skupaj naredila. Drugod je bilo malo, bi rekel, tudi drugačno sodelovanje, včasih so prinesli glasbo, pa so rekli naredi 5 komadov in tako naprej. Z Mihaličem sva pa delala zelo počasi, zelo, bi rekel, tehtno, veliko se pogovarjala o tem, pa tudi z nekaterimi drugimi, recimo s Petričem tudi podobno. Vili Petrič fantastično glasbo je pisal in je kar škoda, da več ne ustvarja. Ali pa tudi s Kovačičem in tako. Jaz sem bolj iz prve generacije še. Z Avsenikom nisi povezan samo z besedili, pač pa tudi s knjigo. Res je, z Avsenikom sem napisal tudi knjigo in sicer pripravil tudi magistersko nalogo. Prav magisterij sem naredil, evropski fenomen, glasbeni fenomen ansambla bratov Avsenik. Oni so začeli in letos je 55-letnica te glasbe, oni so začeli in ves ta plas je šel ansamblov za njim. Jaz imam celo nekoliko drzno tezo, če ne bi bilo Avsenikov, te muzike ne bi bilo. Nekateri pravi, da to ni res, vendar vse to bi ostalo na ljudski ravni, vse to bi ostalo v bistvu v vaškem okolju, tako kot je včasih Godec igral, ker so bili pa Avseniki toliko dobri, da so lahko prišli na radio in poznaje tudi na televizijo, so odprli tudi vsem drugim na široko pot, tudi Slaku in vsem drugim, ki sicer muzicirajo precej drugače, vendar pa je to le Avsenikova pot. Napisal si tudi v bistvu antologijo vse slovenske narodno-zabavne glasbe in ta knjiga ni znana in popularna samo v Sloveniji, ampak je šla tudi nekam ven, ne? To sta 2 knjigi, 2 debeli knjigi, 2x po 600 strani, to je v bistvu kar gromozansko delo, veliki format, žal je že vse razprodano, tujini mi pravijo, da bi moral to prevesti, vendar se bojim, da ni toliko, vendarle toliko zanimanja, čeprav res veliko je šlo teh izvorov tudi ven in gledajo slike in občudujejo slovensko narodno zabavno glasbo in spoštujejo jo močno, dajo klobuk dol pred njo in mi je zelo nenavadno, recimo pride iz Švice, pride iz Nemčije, pride iz Nizozemske, iz Francije človek in hoče to knjigo in ga vprašam, če zna, kaj je slovensko, pravi nič, ampak gledal bom slovenske slike, ker mi je ta muzika blizu, ker pomeni ta muzika ima zelo širok odmev, zelo v celem svetu, tako rekoč. Je pa knjiga v bistvu nastala na pobudo doktorja Bogataja, ne? Ja, na pobudo doktorja Janeza Bogataja, etnologa, sem pravzaprav pripravil magisterij. On je rekel, ti znaš pisati knjige, ker ve, da sem pisatelj sicer in ve, da pišem besedila. In je rekel, upiši magisterij in znanstveno tole opredeli, kam ta zvrst popularne glasbe gre, to je popularna glasba, to je množična duhovna kultura. In potem sem se pač upisal, žal ni bilo nobene literature in se moral kopati tako rekoč iz nič. Vendar nekako je kar nastalo, danes bi seveda bilo drugače, ampak nekaj pa je in zdaj vidim, da vsi nekako uporabljajo, tako na radijskih postajah kot na televizijskih, vsi to črpajo iz tega, veliko teh ljudi, ki sem jih jaz posnel in potem to prenesel v knjigo, je že odšlo kar precej ljudi in zdaj je to v bistvu edini vir, verodostojni vir, ker vse to je bilo narejeno iz prve roke, vse ljudi, kot recimo, kaj vem, Boris Frank, Marjan Stare, Boris Kovačič, to so vse sami še pripovedovali.